Komunalno javno podjetje, katerega ustanovitelj Mestna občina Murska Sobota, je vsekakor eden pomembnih instrumentov lokalne skupnosti za to, da komunalne dejavnosti oziroma mesto izgleda tako, kot si ga tako ustanovitelj kot tudi lokalno prebivalstvo želi. Če povemo, da je kmet pomemben turistični delavec, kajti z obdelovanjem kmetijskih površin dejansko zagotavlja privlačnost pokrajine za vse tiste, ki jo obiščejo, pa seveda tudi predvsem za domače stanovalce, tako je komunalno podjetje tisto podjetje, ki dejansko skrbi za urejenost tako naših cestnih površin, se pravi lokalnih cest, parkirišč, vseh zelenic in tudi okolice, kot seveda tudi zagotavlja normalno izvajanje oziroma funkcioniranje komunalne infrastrukture. Se pravi, to je tista komunalna infrastruktura, ki je nam vsem danes samoumevna, zato ker funkcionira. Najbolj ugotovimo, kaj je komunalna infrastruktura, ko pride do kakšne zamašitve, bodisi kanalizacijske cevi ali da ni vode, ni elektrike oziroma da kaj drugega ne funkcionira. In seveda v preteklosti je lokalna skupnost ustanovila komunalo, ta seveda ima že svojo zgodovino, določene dejavnosti so v tem prehodnem obdobju od 80 let bile drugače organizirane, tako je ločeno zbiranje odpadkov. V zadnjem času je takšna velika sprememba seveda oskrba s pitno vodo, ki je organizirana v okviru novega javnega podjetja Vodovod sistema B. Seveda pa so ostale še dejavnosti, ki pa jih še mi izvajamo. To je predvsem odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, potem oskrba za toplotno energijo, se pravi to tako imenovano daljinsko ogrevanje, vsa mesta tega nimajo. Naše mesto to ima dejansko že 30 let in prepričan sem, da to vlogo oskrbovanja lokalnega prebivalstva v večstanovanjskih objektih z toplotno energijo uspešno, kakovostno in mislim, da tudi cenovno zelo konkurenčno upravljamo. Kajti, če omenim, da stane megavat toplote 40 evrov in če zračunamo zraven še fiksne stroške, je to 60 evrov plus DDV, lahko vsak dejansko primerja svojo kalkulacijo, bodisi da ima ogrevanje v individualnih hiš na trda goriva, na kurilno olje, zemeljski plin ali kako drugače urejeno in bo videl, da dejansko ta sistem še vedno zelo pomemben in zelo primeren, kajti vemo, da mesto Murska Sobota, kot tudi občina, ima probleme z PM10 delci in je dejansko ena centralna kotlovnica, ki je seveda na sodobnem nivoju, primerno vzdrževana, primerno posodabljena, vsekakor zelo, zelo pomembna, da se ohranja čim bolj čisti zrak v mestu. Enota gradnje, se pravi, izvajamo različne vrste nizkih in visokih gradenj, potem enota za urejanje javnih površin in okolice, se pravi, to je tista pomembna enota, ki daje prvi vtis obiskovalcu, ki pride v Mursko Soboto, kako urejeno je mesto, kajti vsakemu pade v oko, če naprimer, če ležijo smeti, če trava ni pokošena, tako da je to tisti turistični del, če tako povem, javnega podjetja Komunala. Naša enota izvaja javno gospodarsko službo za Mestno občino Murska Sobota. Se pravi, vzdržujemo lokalne ceste, mestne ulice, javne poti, kolesarske poti, plačljiva in neplačljiva parkirišča, gramozirane javne poti. Tudi izvajamo zimsko službo, ker je današnji dan aktualna. V Mestni občini Murska Sobota vzdržujemo okrog 150 km asfaltnih cest, se pravi pločniki, lokalne ceste, mestne ulice, javne poti, kolesarske steze. Zato imamo usposobljeno ekipo in usposobljeno mehanizacijo.
Na skladišču v Murski Soboti na Kopališki ulici imamo skladiščeno sol in posipni material. Vrstni red poteka tako, imamo 3 prioritetne razrede, se pravi prvi, drugi in tretji razred. V prvi razred spadajo glavne lokalne ceste, to so glavne vpadnice z goričke strani, z rakičanske strani, z bakovske, z kroške in z čenelovske strani. Pol je drugi prioritetni razred so glavne mestne ulice po Murski Soboti in po vaseh. Tretji prioritetni razred pa spadajo se pravi slepe ulice, kjer ni tako velikega prometa. 95% pada sneg vedno po noči. Če je vse optimalno, nekje v 6 do 7 urah se komplet počisti površine, ki jih vzdržujemo v sklopu izvajanja javne gospodarske službe. Naše delo je tudi, kot od zadaj za nami vidimo, vzdrževanje, tekoče vzdrževanje asfaltnih površin, to so pač manjša popravila, zamenjava robnikov, vzdrževanje gramoziranih javnih poti, parkirišč. V poletnem času izvajamo tudi horizontalno prometno signalizacijo, se pravi obnovo talnih označb. Del dejavnosti je tudi, da skrbimo za zelene javne površine, se pravi, da smo upravljalec oziroma vzdrževalec zelenic po mestu, potem drevoredov, mestnega stadiona, tega parka, potem mestnega gozda Fazanarija, cvetličnih korit, cvetličnih gredic, potem tudi urbane opreme, otroških igrišč, za vse to v bistvu potem skrbimo tudi mi. Površin je res ogromno in tudi je potrebno imeti iz večjih dejavnosti veliko znanja, da se potrebno se je dobro organizirati, potem tudi potrebno je imeti izkušeni kader, ker le imamo pri tem vzdrževanju zelenih površin ne samo z živimi rastlinami, ampak tudi, ker vzdržujemo tudi urbano opremo, otroška igrišča, je potrebno tudi iz teh dejavnosti imeti potem veliko znanja. Kaj vse počnemo? Se pravi, vzdržujemo park, tukaj, kot vidimo, je potrebno vzdrževati drevesa, potem grbavnice, potem travo. Park je tudi razdeljen na več delov, kako se vzdržuje, ker se na primer na enem delu se trava kosi večkrat letno, v več kategorijah, en del je mestni gozd, potem je potrebno paziti tudi, ker so drevesa zaščitena pod spomeniškim varstvom, tako da noben poseg ne sme se izvajati brez spomeniškega varstva, se pravi, je toliko bolj to pomembno in je potrebno imeti veliko strokovnega znanja. Potem skrbimo za gredice, za otroška igrišča, potem za mestni stadion Fazanarija, ker imamo spet drugi način vzdrževanja trave, ker je to vseeno nogometno igrišče, potem drevoredi po mestu, zelene površine, se pravi košnja trave, tako da je res obsežna ta dejavnost. Želje upoštevamo, zmeraj se naredi ob vsaki zadevi strokovno mnenje, potem mnenje občanov in potem se iz tega dobi nek skupek vsega mnenja laičnega se ne more upoštevati. Predvsem tu, če na tem področju izpostavim, naprimer kakšna drevesa v parku, ki mejijo na stanovanjske hiše in to, tu je potem treba oceniti, če je res drevo nevarno za mimoidoče in za stavbe bližje in to, potem se odstrani, če ne se pa drugače, se pravi, postopa in sanira to drevo. Poleg tega tudi nudimo, se pravi, urejanje okolic, pri tem lahko vam uredimo, se pravi, naredimo idejno skico za celotno ureditev vrta, potem vam nudimo tukaj ureditev trave, se pravi, lahko z setvijo, lahko z polaganjem travnih plošč, potem tlakovanje poti, ograj, lahko je to živa meja, lahko je tudi vse druge vrste ograje, potem oblikovanje gredic, se pravi, vse, kar vrt sodi, potem strokovno obrezovanje dreves, lahko vam uredimo tudi namakalni sistem, lahko vam ponudimo ureditev gredic z različnimi zastiranjem, z oblikovanjem rastlin, preureditev vrta, vse, kar pač spada v to urejanje okolic. In potem je seveda tu še tudi enota za upravljanje pokopališč. Javno podjetje Komunala ima organizirano enoto za upravljanje s pokopališči.
torej za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Pod upravljanje pokopališča sodi tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje. Pod tekoče vzdrževanje sodi odvoz smeti in sveč, košnja trave, potem obrezovanje žive meje. Pod investicijsko vzdrževanje sodi dograjevanje poti, potem dograjevanje razsvetljave. Naša enota se ukvarja tudi z pogrebno dejavnostjo. Pogrebe izvajamo na pokopališčih v Murski Soboti in v Bakovcih, na željo strank tudi na drugih pokopališčih. Vodimo tudi evidence grobov. Z najemniki grobov imamo sklenjene pogodbe o najemu grobnega mesta. Grobovi na pokopališču Murski Soboti so enojni, dvojni, žarni. Zgrajeni imamo tudi žarni zid. Vodimo tudi kataster pokopališča. Želja strank je tudi ureditev prostora za raztros pepela. Zaenkrat tega prostora še nimamo. Naša nova pridobitev je pogrebno vozilo, ki smo ga nabavili v letošnjem letu, ker je bilo prejšnje že precej dotrajano in ga zdaj uporabljamo tudi za primer 24-urne dežurne službe in tudi pri sami organizaciji in izvedbi pogrebne dejavnosti. Ena naših dejavnosti je tudi cvetličarska dejavnost. Na pokopališču v Murski Soboti imamo cvetličarno Trobentica, ki je bila pred kratkim obnovljena in razširjena. Glavna dejavnost je prodaja rezanega cvetja, potem nagrobnega peska, zemlje, enoletnic, trajnic. Pomembna dejavnost je tudi izdelava vencev, cvetja, šopkov. Posebej bi pa rad poudaril spremembo v poslovni politiki na področju upravljanja večstanovanjskih objektov. Naša družba upravlja čez 120 objektov v mestu Murska Sobota in tudi v okolici. In v preteklosti smo dejansko izvajali storitve tako, kot so se izvajale dejansko vsa ta leta. Sedaj pa želimo prevzeti neko aktivnejšo vlogo, kajti zavedamo se, da večstanovanjski objekti rabijo investicije. Nekateri rabijo zamenjavo strehe, nekateri rabijo sanacijo fasade, nekateri rabijo zamenjavo kotlovnice, ki je dotrajana, in že sami ime večstanovanjski objekt nam narekuje, da gre tukaj tudi za večetažnih lastnikov, in najti skupen jezik oziroma zagotoviti sredstva za takšno investicijo pogosto ni enostavno. Če ni izvajalca, ki bi ponujal tudi kreditiranje takšne investicije, se pogosto najdemo v slepi ulici, zato smo se odločili, da bomo kot javno podjetje, kot družba najeli kredit v prihodnosti v breme rezervnega sklada etažnih lastnikov. Se pravi, mi bomo tisti, ki bomo najeli kredit in omogočili, da se investicija izvede, sami lastniki pa bodo ta kredit odplačevali preko vplačil v rezervni sklad. Seveda osnovni pogoj je, da obstaja ta interes pri etažnih lastnikih in da se oni zavežejo, da bodo v določenem časovnem obdobju določeni znesek namensko namenjali v ta namen. Tako da bomo dejansko lahko tudi mi aktivno prispevali tako k zmanjševanju PM10 delcev v mestu, kot tudi seveda k drugačnemu izgledu mesta in večjemu zadovoljstvu naših prebivalcev, ki bodo lahko živeli v kvalitetnejših bivalnih pogojev in to v sorazmerno krajšem času, kot če bi varčevali in potem, ko bi se nabrala takšna količina sredstev, šli v investicijo.